Pri nas velja, da je januar mesec nogometnega zatišja, ampak tako je samo na prvi pogled. V ozadju potekajo številne aktivnosti. Ena tradicionalnih je trenerski seminar za UEFA Pro in A licence. Letos ga je Zveza nogometnih trenerjev gostila v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Udeležilo se ga je dobrih 460 slušateljev. Smo zadovoljni, ne? To je dejstvo, da trenerji želijo vedeti, tudi z samimi vsebinami, se potrudimo vsako leto, da bi bili zanimivi. Poudarek letošnjega seminarja je bila igra v obrambi in prehodi v napad, z več predavatelji in iskanjem dobrih praks v tujini. Planiramo z veliko sodelovanja z Borussijo iz Dortmunda, na drugi strani imamo zelo dobre kontakte z Zagrebom, z Dinamom. Sodelovanje so zastavili strokovnjaki, ki imajo veliko specifičnih izkušenj, saj so to trenerji igralcev, ki prehajajo iz mladinskih kategorij v člansko konkurenco, in ključna tema vseh teh na tem seminarju je zopet igra v obrambi in prehodi v napad. Eno je seveda izobraževanje in na ta način pridobljeno znanje. Pomembno vlogo pri tem igrajo lastne izkušnje. Ja, imeli smo srečo, da smo sodelovali z dobrimi trenerji, tako da od vsakega trenerja smo se lahko kaj naučili. Pri prenašanju tega znanja je seveda pomembno, kako ga interpretirati v včasih precej specifičnih okoljih in sredinah. Nimajo vsi enakih pogojev za delo, marsikaj je odvisno tudi od strokovnih sodelavcev v trenerskih ekipah. Vse pomembnejša je vloga analitikov. Kar je v tujini že nekaj normalnega, dejstvo je, da pri nas niti ni možnosti šolanja, saj še ne, sedaj se te stvari malo popravljajo, ampak to v Mariboru že dolgo ni vprašanje, to je že v Mariboru že dolgo stalnica. Zgledi seveda vlečejo. V iskanju tekmovalnih presežkov je dobrodošla vsaka nova ideja, vsak prijem, ki se je pokazal za uspešnega. Pa je med trenerji tudi kaj ljubosumjastem v zvezi. Trenerji smo vedno bolj odprti drug do drugega, do različnih feedbackov, iskanja rešitev, skupnih rešitev, dobrih praks, tudi težkih primerov, tako da jaz mislim, da to gre v pravo smer. A predsednik zveze ob tem opozarja. Sorazmerno zelo enostavno je iskati rešitve za nazaj, ki ti pa ne prinašajo ničesar. No in to je tista stvar, ki jo želimo vpeljati in tudi trenerje naučiti, da postanejo zelo inovativni. Seveda je prav, da vsak trener pusti tudi nek svoj pečat, ampak bolj, ko pride do te izmenjave informacij, bolj se nekako tudi potem vzpostavlja neka enotna način dela. Ta vključuje tudi same materialne pogoje za delo. Sogovorniki in tudi nekateri predavatelji so posebej izpostavili stanje vadbenih površin. Kakor je povedal gospod Kek, da je pomembno, kakšna igrišča imamo, tako da je sigurno to zelo pomembna stvar za naše delo v klubskem nogometu in reprezentančnem. Vemo, kje živimo, v katerem področju živimo, je potrebno narediti neke vrste trening centrov, seveda ne z 20 igrišči, ampak z igrišči tako za članski nogomet, kot z igrišči za nogometne šole. Za trenerski poklic se odloča tudi vse več nekdanjih nogometašic, ki se jim na področju izobraževanja obeta nekaj sprememb. V prihodnosti je namenjeno, da bodo ženske imele posebej seminar, ker imajo tudi neko specifično vsebino za pristop za ženski nogomet. Jaz mislim, da se ta delež povečuje in da ga bo v prihodnosti še več. O predavanjih, ki so bila v prvi vrsti namenjena letošnji glavni temi igri v obrambi in prehodu v napad, sta bili zanimivi še dve. Ugotavljanje socialnih in demografskih značilnosti za delo trenerjev, ki so dobili nekaj koristnih napotkov tudi na predavanju o nogometni terminologiji na in ob igriščih, ter tudi izven njih. V vseh pogledih še en aktualen izziv sodobnega nogometnega dogajanja.